Kulturno-izobraževalno društvo Pina je izvedlo obširno analizo stanja na področju mladih v obalnih občinah. Mladih starih med 16 in 29 let je na obali 16%, nobena od obalnih občin pa nima strategije razvoja za področje mladine, prav tako so organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi, nepovezane, programi dela pa ne vključujejo koncepta aktivnega državljanstva. Šele s prevetritvijo stanja se lahko začnejo graditi temelji za razvoj strategije za mlade. Mladi namreč menijo, da je zanje v občinah le delno poskrbljeno, četrtina se jih v življenje skupnosti ne vključuje, desetina pa jih ne pozna niti ene organizacije za mlade. Zato je ključnega pomena, da se mladi bolj vključijo v družbo, naloga družbe pa je, da jih k temu s programi in strategijami spodbudi in seveda, da jih najprej predvsem sliši. Z nami v studiu je avtorica raziskave o mladih obalnih občinah, Katja Cunk. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kako bi opisali povprečnega mladega na obali? Ja, na nek način se ne razlikuje drugače ali pa dosti od drugih mladih po Sloveniji, pa vendar nekatere specifike, ki jih mladi tukaj imajo, je, da je na področju stanovanjske problematike to izrazito neugoden prostor v Sloveniji. Najemnine so občutno dražje kot v ostalih krajih po Sloveniji, prav tako pa se na obali žal soočamo z dosti nižjim številom študentskih postelj na študenta, kar posledično vpliva na vse cene stanovanj, na katere na nek način merijo mlade osebe v tem prostoru. Torej, mladi živijo pri starših in so ekonomsko odvisni od njih? Ja, lahko bi rekli, da če tudi imajo srečo in več ne živijo pri starših, so mnogokrat od njih odvisni. Dosti težje se je osamosvojiti, preiti na svoje. Velik problem je tudi zaposlitev. Kako je s tem? Tako je. Moramo sicer reči, da še vedno živimo na enem območju, ki ima glede na slovenske razmere nižjo stopnjo brezposelnosti. Kljub temu pa je treba opozoriti, da so mladi dosti bolj rizična skupina v tem kriznem času. Namreč odstotek mladih, ki so brezposelni, je napram starejšim generacijam dosti višji. Še posebej otežen pa čutijo mladi ravno prehod iz študija, iz izobraževanja, pa potem na delo samo. Prvo zaposlitev, ne? Zakaj jo tako težko najdejo? Sami govorijo, da so ujeti v nek začaran krog, ko iščejo delovne izkušnje, pa teh ne dobijo zato, ker izkušenj nimajo in so nekako ujeti v to. In ravno z tega vidika potem čutijo tudi nek obup ali pa nestrinjanje s tem, kakšna je situacija na trgu, kako uspešno univerze oziroma šolski izobraževalni sistemi delujejo, kako so jim ustrezne institucije, kot so zavodi za poslovanje na voljo in s kakšnimi prijemi rešujejo situacijo, v katerim so se znašli. Pa so mladi pripravljeni s trebuhom za kruhom, bi rekli, v drug kraj, celo tujino? Jaz mislim, da je, oziroma kar se je pokazalo v tej raziskavi, je, da mladi na nek način tujino dojemajo kot nek zasilni izhod. Nekateri sicer imajo jasno načrtovano svojo karierno pot in je tujina pomembna prednost, drugim pa je predvsem neka zasilni izhod, kolikor na tem območju ne bojo uspešni. Čisto na kratko še, na čem torej bi morali graditi lokalne skupnosti to razvojno strategijo za mlade? Kaj je tisto bistveno? Predvsem na povezovanju. Kar smo ugotovili je, da se morajo ključni akterji povezati in ravno občine so tiste, ki so lahko pomemben povezovalni člen vseh akterjev, ki za mlade na tem območju delamo. Tako, najlepša hvala za pogovor v našem studiu.